Haleluja. Kdo si? To je izredno pomembno, da veš, da lahko vzameš avtoriteto in dobiš vsako bitko, ki je pred tabo. Poglejmo si 1. Janezovo pismo, 3. poglavje, 1. vrstica. Poglejte, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Se pravi, tukaj vidimo Božjo ljubezen spet je v tem, da nas je nebeški Oče posvojil in je rekel, vi ste moji otroci in to tudi smo. Božji otroci se imenujemo, to je tvoj ime, haleluja. Se pravi, ti nisi en loser, nisi ena zguba, ti si Božji otrok in to si komot lahko rečeš. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Ljubi, zdaj smo Božji otroci. Ni pa še razodeto, kaj bomo, vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. Se pravi, zdaj si Božji otrok, sploh se pa še ne ve, kakšen boš, ker bo to, zakaj se ne ve, ker je več, kot lahko veš, ker je nekaj še bolj vzvišenega, nekaj še lepšega, nekaj, kar še svet ni videl. In tukaj piše, svet nas zato sploh nas ne more razpoznavati, ker ne razpoznava njega. Se pravi, šele, ker nekdo spozna Jevsa, lahko tebe spozna. Zakaj? Ker preden spozna Jevsa je na preveč nizkem nivoju, preveč je v temi, preveč je zvezan s stvarmi tega sveta, preveč zaslepljenje s stvarmi, ki so okoli njega. Se pravi, najprej ti mora Bog uči odpreti, da lahko sploh spoznaš svoje brate in sestre v Kristusu, da lahko drugega spoznamo. In kdo si pol resnično ti? V 1. Petrovem pismu, 3. poglavje, 4. vrstica pravi, ampak naj bo to rajši skriti človek srca. Se pravi, Sveto pismo govori o tvojem duhu. Se pravi, ti si duhovni človek, imaš svojo dušo in živiš v tem telesu. Ampak resnični ti je skriti človek srca. Se pravi, v svojem duhu si to, kar si. In tvoj duh je aktiven, je živ, lahko čuti, lahko posluša, ima spomin, vse to. In to vidimo v Lukatovem evangeliju 16. poglavje, 23. vrstica, ko umreta Bogatin in Lazar. In Bogatin gre v podzemlje in vidimo, kdo je šel v podzemlje, ne njegov telo, njegov duh. Skriti človek srca bo živel večno, ali bo šel v peku, ali bo šel v nebesa. Odvisno od tega, komu si verjel. Če verjameš v Jezusa, se pravi, da je on tvoj Gospod, da verjameš, da on umrl zate, vstal od mrtvih, si ga sprejel svoje življenje, si postal njegov učenec, kaj to pomeni? Haleluja, greš v nebesa. Tvoj telo bo šel 2 metra pod zemljo, ampak tvoj duh bo šel direkt k Bogu. In zdaj, če ne sprejmeš Jezusa, greš pa v peku in tvoj telo bo pod zemljo, nič ne bo čutil, ampak tvoj duh bo še vedno vse čutil. Poglej si bogataša, on pravi, oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kaj ti trpim v tem plamenu. On si vse zapomnil, vedel je, kako je bilo, poznal je ime Lazarja. Se pravi, tvoj duhovni človek ve vse. On čuti vse. Se pravi, to ni kar ena rjuha, ki lebdi po zraku. To si resnični ti. V 2. Korinčanom 5:17 pravi, da smo novo stvarstvo. Če torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. A ni to lepo, da vse, kar je starega, je minilo. Ti si zdaj nova stvar. Nova stvaritev. Ti nisi obnovljena stvar, ti nisi polepšana stvar, ti nisi popravljena stvar, ne, ti si čisto povsem nova stvaritev. Nekaj, kar prej še ni bilo, staro je minilo in piše, vse to je od Boga. Se pravi, Bog te ustvaril za čist novega človeka. Kakor je rekel Janez, ljubljeni, kakšno ljubezen nam je podaril Oče. Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Kaj pa še bomo, se bo pa razodel takrat, ko se nam bo Jezus še razodel osebno, haleluja, fizično. In kaj se bo zgodil? Njemu bomo tisti trenutek podobni, haleluja. Slava Gospodu, ne vas danes blagoslavlja. Zavedi se, da si nova stvaritev, da je staro minilo, da si z Jezusom več kot zmagovalec, da si njegov ljubljen otrok. Bodite blagoslovljeni, se slišimo jutri.